Viri mikroplastike, zdaj smo jih že malo preleteli, v urbanih okoljih so zelo raznoliki, več jih je. Tole shemo Evropske komisije oziroma Evropske unije smo si že na prejšnjih srečanjih pogledali in dejansko vidimo, da so vsi ti viri prisotni in pa tudi zgoščeni v skoraj vsakem urbanem okolju. In tukaj vidimo, so navedeni viri, tukaj pa vidimo medije, v katerih mikroplastiko zaznamo, tako torej tudi v vodi, v tleh, torej v sedimentih, v zraku in pa tudi v blatu čistilnih naprav. Če ponovimo, splošno je identificiranih ali pa bomo rekli kategoriziranih 7 ključnih virov primarne mikroplastike, ki jo zaznamo tudi v morjih. To so pnevmatike, sintetična tekstilna vlakna, urbani oziroma mestni prah, ladijski premazi, cestne oznake, izdelki za osebno nego in pa plastika kot surovina. O tem smo tudi že govorili, ko smo razlikovali med primarno in pa sekundarno mikroplastiko, ampak vseeno, če si pogledamo še enkrat to, kolikšen delež mikroplastike vsaka posamezna dejavnost prispeva, smo na nek način lahko presenečeni, saj vidimo, da po ocenah in pa teh modelih, ki so jih izoblikovali, naj bi več kot 30%, torej tudi 35% mikroplastike v vodnih ekosistemih prispevala sintetična tekstilna vlakna, nekje 28% pnevmatike, torej ki izhaja iz prometa, 24% pa urbani oziroma mestni prah, medtem ko ostali prispevajo v deležu manj kot 10%. Morda se spomnite, smo prejšnjič govorili, izdelki za osebno nego in kozmetika 2%. Zdaj, kako ti delci prehajajo v vodne ekosisteme, torej v morja, kako do koncentriranja teh delcev sploh prihaja? Zdaj, znano je, da okrog 80% vseh odpadkov v morje pride s kopnega. Zdaj, če pogledamo na kopnem, so ene izmed pomembnejših virov mikroplastike reke. Reke prihajajo tudi iz večjih urbanih okolij in predvsem te večje reke vnašajo, bomo rekla, odpadke iz večjih zalednih območij. Na primer, če pogledamo reko Ren, ki ima dolžino več kot 1000 kilometrov, teče skozi več evropskih držav in zasledila sem podatek, da se v Severno morje z reko, torej z Renom, vsak dan steka okrog 190 milijonov plastičnih delcev. Torej, reke so eden izmed pomembnejših virov in posredno tudi urbana okolja. Tudi odlagališča odpadkov so, bomo rekli, tisti viri iz kopnega, ki prispevajo k onesnaženosti ali pa obremenjenosti morij, predvsem tista, kot sem rekla, neurejena in pa slabo zavarovana odlagališča, tudi divja odlagališča, in tukaj ima velik delež tudi rekli, meteorološke razmere, na primer veter kot tak, ki lahko te mikroplastične delce raznaša. Potem tudi komunalna odpadna voda, potem vnosi iz cest, torej izpiranje iz cest, pa seveda nekontrolirano odlaganje ob morski obali in na nek način izvor predstavlja tudi turizem, predvsem masovni turizem. Če pa pogledamo z morja, pa imamo na eni strani ribiška plovila, ki lahko obremenjujejo morski ekosistem, lahko so to ribiške mreže, vrvi, različna vedra, škatle, plastični zaboji in tako naprej, torej njihova oprema. Potem imamo pa na drugi strani tudi tovorne ladje, ki obremenjujejo okolje z ladijskimi odpadki vezane na vzdrževanje ladje, torej tudi ladijski premazi, ostanki tovora in tako naprej. Torej, večja kot je gostota in pa frekvenca teh dejavnosti, večji je seveda pritisk odpadne plastike na okolje.